A smo, Šiško? Pripravljeni, da gremo? Prihajam od zunaj, kjer je prava bitka. Kje imaš kamera? Prava bitka je od zunaj. Z držjem, z vlado, ampak jaz sem že tako navajen, ker sem prepodoval celo Evropo na motorju v držju in sem popolnoma impregniran, voda se odbija od mene. Kot da nekdo pa lahko povem na enem punk koncertu, enkrat en punker plunil in se je plunk odbil nazaj v njega. Voda mi več ne more, tako da... Sem posvečal eno punco v preddverju, ki je kadila pod strehto, na suhem, lepo gleda ven na dež, pridem jaz njen, ona gleda in reče, si pa moker je o nas. In rečem jaz, se mi zdi, da si ti tudi. Se je potripala po slamnih ustnicah in je rekla, viš, da sem. Gremo? Gremo! Ljudje pričakujejo novice. Imamo! Informacije imamo. Imamo! Podane na zabaven in sproščen način. Imamo, nuklearka nam pušča, jedrsko smo reaktivni. Grem se brit. Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Jedrska elektrarna Krško je v večernih urah, potem ko je popoldne odkrila okvaro, zaustavila delovanje reaktorja. Direktorja uprave za jedrsko varnost Andreja Stritarja smo skupaj z kolegi iz Italije ujeli na TV Slovenija. Cela Evropa pa v totalni paniki. Jedrska elektrarna, Kaj pa mi naredimo? Povejte, prej naredite s kolegom Sarkičem, potem bomo naredili mi smo za RAI, za italijansko televizijo. Ali lahko Slovenci mirno spimo? Seveda. Zakaj? Jaz grem zdaj spat. Zakaj? Zato, ker ni problema, ker je vse pod kontrolo. Stritar je prepričan, da dogodek ne bo imel dolgoročnih posledic, pa tudi krivcev za napako najbrž ne bo treba iskati. Bi lahko za to napako bili krivi tajkuni? Mislim, da alkohol je prepovedan na elektrarni. Pivo ne smemo. Pivo, že pivo. Kaj pa bencin? Časopisna hiša Delo je začela postopek za zamenjavo odgovornega urednika Janeza Markeša. Markeš pravi, da ima mirno vest. Čakaj, a nimamo mi trademark na to besedo? Kaj veš? Ne veš ti. Med drugim pa nam je zaupal tudi svoje razmišljanje o tem, koga je motil. Sem na koncu videl, potem, ko gledam, kako v bistvu v Reporterju, Kršinar in tako naprej, tistih, za katere vem, da imajo stike, recimo z Ropom in tako, kako so poenoteni v tej kritiki, recimo, da nekdo, ne vem, v okolju blizu Združene liste, pa recimo Požar Report, ker je v bistvu popolnoma transparentno, da je človek plačanec tako Združene liste kot SDS-ja, ne? Te simptome prebereš, kako so se ujeli v tej kritiki in se vsi v bistvu spuščajo v ta zares. Zakaj? Odkot to? Ne? In simptome je pelil v bistvu tudi v eno pomisel, bom rekel, ne? Da je pravzaprav vsem tem akterjem, ne bom rekel skrajnim, motiviranim akterjem všeč, da se blokovska delitev v Sloveniji utrjuje, da je vedno več in da je vedno bolj močna, ker se iz tega fino da potržiti. Ne? Celoten intervju z Janezom Markešem si lahko ogledate na naši strani http://www.vest.si/20. Naslov si lahko preberete na vašem računalniškem ekranu. A ne, Šiško? Tako je. Si ga dal gor. Zaradi padanja že prej neravno velike priljubljenosti SLS naj bi v ta isti SLS prišlo do razkola. To pa bo neki. Razlog za težave nekateri člani namreč vidijo v zagovarjanju tajkunstva strani predsednika Bojana Šrota. Predsednik sveta SLS Jakob Presečnik pa je to zanikal. Je pa dejansko res, in to smo zastopali tudi na včerajšnji seji, da seveda Slovenska ljudska stranka z vsemi temi problemi nima nič. Povedal pa je tudi, kako razume vezi med sorodniki in SLS. Torej, vsi imamo svoje brate in sestre in v tem seveda ni nobene povezave. Slovenska ljudska stranka pač deluje normalno,
normalno, brez kakršnih koli povezav, kdo je s kom brat in kdo ni. Hej, presečnik, kaj pa roputaš? Ne, nimamo vsi bratov in sestre. Halo? Jaz recimo nimam ne brata, ne sestre, ponavljam še enkrat. Da se odvat, no, takih nekontroliranih izjav, malo razmislite tudi treba. Peva naprej. Generalna državna tožilka Barbara Brezigar je predstavila letno poročilo o delu tožilcev v lanskem letu. Brezigarjeva je z delom zadovoljna, ponosna je na razveljavitev oprostilnih sodb za tajkuna Jožeta Staniča in Igorja Laha. Koji so pa to eni tajkuni novi ali stari, ali kaj je to? Neki mali tajkunčki, taki za futrat novinarje, ne? Ki jo je dosegla na Vrhovnem sodišču. Odgovorila pa je tudi na vprašanje o primeru Patria. Je mogoče ustanoviti skupne preiskovalne skupine. Smisel takih skupin je, da lahko tuji preiskovalci, tožilci pridejo na ozemlje naše države in tukaj delujejo. Zakaj pa ni kar v hrbet snemu? Ali pa kar v rad? Komentar dneva, Greenpeaceovka Nina Štros. Greenpeace je danes Janezu Janši, slovenskemu predsedniku vlade in trenutno predsedujočemu Evropskemu svetu, izročil peticijo z več kot 45.000 podpisi. Peticija poziva gospoda Janšo, naj spodbudi vse države EU k zvišanju ambicij zakonodaje, ki naslavlja podnebne spremembe, še posebej osebne avtomobile. 45.163 podpornikov Greenpeacea zahteva od predsedujoče Evropske unije, naj se postavi v bran podnebju in ne dovoli bilateralnih dogovorov z zaprtimi vrati med Francozi in Nemci v okviru zakonodaje, ki omejuje emisije CO2 iz avtomobilov. EU zakonodaja se mora oblikovati strani vseh 27 članic EU in ne samo strani dveh najglasnejših. Francija in Nemčija, dve največji proizvajalki avtomobilov v Evropi, sta imeli glede predlaganih EU standardov za zmanjšanje CO2 emisij iz novih osebnih vozil bilateralna pogajanja že vse od februarja. Njihovi pogovori se niso omejevali samo na delitev bremena med podjetji, temveč so se osredotočili na celoten sklop zahtev z namenom doseči kompromis, ki bi njihovim podjetjem olajšal doseganje zahtev omenjene uredbe. Slovenija bi sedaj morala aktivno iskati podporo svojemu predlogu, kateri uvaja dolgoročni cilj zmanjšanja emisij za leto 2020 in nadaljevati z razpravami, kako še ojačati predlagano besedilo. Slovenija bi morala izkoristiti zadnje tedne svojega predsedovanja Evropske unije, da prepriča večino držav članic, da je nadaljnje znižanje v avtomobilskih emisijah potrebno določiti že sedaj. To bi lahko pomenilo popoln uspeh za slovensko predsedovanje že pred predajo predsedovanja Franciji, ki bo sledilo v drugi polovici leta. Slovenija, 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 kultura. V Ljubljanskem mestnem muzeju so na UNICEF-ovi dobrodelni dražbi prodajali punčke iz cunj in menda tele ljubke UNICEF-ove značke. Ena takale značka lahko afriškemu otroku morda reši življenje, če si z njo pripne na srajco, če jo ima listek z napisom jaz sem lačen. In potem ima najbrž vsaj 50% večje možnosti za preživetje. Za cepljenje otrok iz manj razvitih držav tretjega sveta so namreč zbrali kar 59.900 evrov, kar je enkrat več kot lani. 500 evrov za sestro Maje, ki pač aprila še nima songa. 500 evrov, hvala lepa. 2400 evrov drugič in 2400 evrov tretjič. Je bilo še tukaj, a ne? 2500 evrov za enkrat. Punčka, ki je stala največ, 6200 evrov, je šla v roke Jankovićem. Odkupilo jo je podjetje Zoranovega sina, Damjana Jankovića, Elekta. Založba UMCO pa je v sodelovanju s Slovensko kinoteko izdala knjigo o filmu, prevod priljubljene enciklopedije filma Britanskega filmskega inštituta. Urednik Samo Rugel je pojasnil, kako se je zgodilo, da je slovenski prevod med prvimi na svetu. Isto izdanje smo se mi na nek način namenili pa jesti.
lani oziroma prelani. Potem pa s spletom okoličnih pa šlo do tega, da smo v bistvu v zadnjem nekem trenutku izvedeli, da v bistvu Britanski filmski inštitut pripravlja dejansko novo izdajo te knjige in smo imeli na nek način izjemno srečo, da s prevajanjem nismo začeli. In smo potem v bistvu dejansko zdaj poleg pač Angležev, ki so to knjigo dobili novembra, smo za zdaj edini na svetu, ko imamo to knjigo prevedeno, praktično pol leta po izvirnem izidu. Še vreme? Pred tednom dni je bilo v Ljubljanski kotlini sončno, suho, morda nekoliko prevroče. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Nasvidenje.